Kaj je zame zapravljiva ženska? Me je vprašala ena sledilka v enem komentarju na mojem YouTube kanalu. Ker imam na to temo veliko zapovedati, sem se odločil, da ji odgovorim kar v videu. Tako da gledajte ta video do konca, ker bom veliko zanimivih zgodb povedal, moje razmišljanje in tako naprej. Bom za začetek kar prebral komentar od gospe Andreje. Tomaž, eno vprašanje imam za vas. Kaj je za vas zapravljiva ženska? Menim, da če je ženska pridna in delovna, je potem težko zapravljivka. Je pa potrebno določene stvari kupiti in jih imeti. Večkrat to omenjate, pa bi res rada vedela. Približno koliko na mesec bi namenili denarja za osnovne stvari, kot je hrana, položnice, bencin, higiena in koliko za dopust, naprimer 4-članske družine. Da imam potem vsaj približno predstavo, kaj je skromnost in kaj je zapravljivost. Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor. Jaz se vam, Andreja, tudi zahvaljujem za vprašanje. Sem zelo vesel, da ste ga odprli, da se bomo o tem pogovarjali. Žal vam ne bom mogel odgovoriti, koliko denarja bi moglo biti za dopust za 4-člansko družino. Pojma nimam družine, ne moram vedeti, tako da to res ne vem. Vam bom pa skozi vse moje razmišljanja, zgodbe, nekako naredil eno sliko, da si boste malo predstavljali, kaj je iz te mislim zapravljiva ženska, kakšna je zame preveč zapravljiva. Ampak gledajte, da zdaj ne boste ljudje to narobe vzeli, ne? Da ne boste mislili, da imam jaz kaj proti ljudem, ki zapravljajo. Jaz sem res šparovan, ampak nimam pa čisto nič proti ljudem, ki zapravljajo. Vsi zapravljajo svoj denar. Me pa zelo me čudi, ker pa vidim, da grem pa jaz enim ljudem zaradi moje šparovnosti zelo na živce. Lejte, to niti približno ne razumem. Jaz bi razumel, da bi mu mrzdo čez mene kaj zapovedati, če bi razsipal z denarjem na veliko. Ampak ne, ravno kontra, zato, ker sem šparovan, me kritizirate. Zanimivo, no? Zanimivo. Lejte, zelo vesel bom tudi vseh vaših mnenj glede vsega tega, ne? Tako da, dajte potem, ko te video do konca pogledali, dajte na vse komentar napisati, ali pa že kar vmes ga napišite, ker, veste, dostikrat se zgodi, nekaj slišiš, pa rečeš, bom na koncu napisal, pol pa pozabite, kaj ste mislili. Tako da, če imate kakšno misel vmes, jo kar napišite v komentar. Pa seveda, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, je čisto brezplačno, samo kliknete gumbek, naročite se in to je to. Meni je to velika podpora za to moje delo, vas pa to ne stane nič, oziroma vzeme vam samo 2 sekunde časa vmes, ki me tole gledate. No, lejte, pa bi jaz za začetek povedal, kakšne ženske so meni všeč, kar se tiče te šparovnosti in tako naprej. Vam bom povedal par kratkih zgodbic za začetek, mojih osebnih. Enkrat sem šel z eno punco na eno potovanje, vzel sem jo s seboj. Vprašala me je, če se mi lahko pridruži. Pa sem rekel, lahko ne, in pol ona, koliko bo imela strošek, on tretji sem rekel, ti, lej, jaz itak grem na ta potovanje, ne, zdaj, če se me ti pridružiš, mene to nič ne košta. Več. Sem rekel, in te vzamem zastonj, sem rekel, te vzamem zastonj, ker vožnja isto stane, cestnina isto stane, namestitve tudi isto stane, ali je pa to tako malo dražji, da ne moreš verjeti, zato ker enoposteljna pa dvoposteljna soba je ponovadi kar enaka cena. Ne? Tudi dogovoril sem rekel, lej, tudi hrana bo moj strošek, ampak se dogovorva, približno polovica krat bova šla ven jest, polovica krat boš pa ti nekaj naredila, ki si ženska. No in sva tudi
Jaz sem nekaj robe na kupu, da so seboj vzela, ona nekaj, tako da so bila tu kar pripravljena. No in midva tu pač potujeva in prišlo je tako, ja, da je večkrat ona skuhala, kakor pa so šla jest ven. Včasih je tudi tako bilo, da preprosto so bila na eni vasici, sploh nismo mogla nekam iti jest ven. No in potem, ko je že parkrat ona zaporedoma to kuhala, ne, sem jaz rekel, lej, da nas greva pa ven jest, si bo že tukaj skuhala, da zdaj pa res na vrst, da jaz plačam, ne, večerjo zunaj. No in ko so se vrnila v ta apartma, ki sva ga imela, jaz, ajde se bova zrihtala, greja ven, jaz pa rekla, lej, kaj češ denar zapravljati, lej, bom raj jaz nekaj naredila. Jaz za to žensko, ko so se zmenila, da greva skup, niti pomislil nisem, da bi jo kaj usvajal. Ko mi je pa to rekla, sem se pa kar malo zelo bunil. Sem pa rekel, Madona, pa tole bi jaz oženil. Sicer je imela fanta takrat, ampak glejte, vam iskreno povem, da mi je danes fej žal, da nisem rekel, bi mogel kar reči. Bi rekel, lej, točno tako iščem, kad ti bi se poročila z menoj. Točno to bi mogel reči in mi je žal, da nisem rekel. Ampak nisem zdaj tako. To zgodbo sem povedal zato, da vidite, kakšne ženske so mi všeč. No potem, tudi ena punca je z menoj hodila, ne, to vedno, kjer so šla na kavo, je poudarila, da hoče vodo iz pipe. Prav sem to vse jaz plačeval. Ampak glejte, je bilo mar za ta denar. Jaz pa ta punca mi je bila tudi zaradi tega všeč. Ko sem bil na Filipinih, ko sem obiskal prijatelja Aleksandra, mi je ene dvakrat skuhala večerjo njegova žena, pa sem bil povabljen. No, pa sem pa rekel, lej, zdaj bom pa danes pa jaz povabim nekam ven, zato ker mi je pa tvoja žena že dvakrat skuhala, zdaj sem pa jaz na vrst, ne. In mi je prej ta Aleksander razlagal, da je tam ena restauracija, ki ima en Korejc in da je res dober. In sem rekel, v to bomo šli k Korejcu. In pol midva z Aleksandrom sva glih nekje okul hodila, neke oglede sva gledala in se vrneva k njemu, ki ima hiško. Jaz sem kar tam zunaj počakal in rekel, jaz sem svoji rečem, pa gremo pol, ne. In šlišem, on gre noter, jaz sem odzum počakal, sosedem in šlišem, ki je rekel, ti veš, Tomaš je danes povabil na večerjo, gremo k Korejcu. Je rekla, ja pa ne k Korejcu, ki je najdražji. Se pravi, lejte, nej je bilo za moj denar, mar, ne. Se pravi, da to nisem neka ženska, ki gleda, kako bo od tipa čim več iztržila, kako mu bo čim bolj spraznila denarnico, ne. No, lahko vam pa tudi povem par zanimivih zgodbic od žensk, ki jih ne bi nikoli imel, ne. Rečemo, leta 2015 sem imel razpis za sanjsko službo. Nekoga sem vzel s seboj na Filipine. 959 ljudi se je prijavilo. In potem sem seveda v te sestanke pa tako naprej, ne, ker to je bil potovanje za en mesec, ne. En mesec biti z enim človekom je težko, tako da ga moraš malo spoznati pa tako naprej, ne. No, enkrat se dobim z eno simpatično punco v enem lokalčku in ona si za pit naroči 3 deci naravenega pomarančnega soka in tortico. Jaz pa kavico z mlekom in kozarc navadne vode. Ja, in seveda, ne, sem jaz plačal, bi tudi vztrajal, da jaz plačam, ne, ker je bil to neki
Mislim, niti ne vem, če je glih nujno, da bi jaz plačal, ampak v vsakem primeru bi, ne. Ampak ona tudi trznila ni, da bi rekla, ne, čak, saj bom jaz plačala, ker, rečemo, ne, se ne spomnim, koliko je to takrat stalo, ker to je 10 let nazaj, ne, ampak taka zadeva bi danes stala njenu 15 evrov, moje pa 2,5 evra. In lejte, jaz ne bi nikoli pustil človeku plačati, da plača on, če jaz nekaj pijem, pa jem za 15 evrov, pa za 2,5 evra. Ni šans. Ker sem bil smrkovc, pa smo okoli hodili, malo punce preganjali, ne. Takrat sem se malo frajerja delal, sem doskrat Heineken pil, ki je bil bistveno dražji kot Unionom pir, ne. Tisti, ki pa niso denarja imeli, ne, so pa špricer pil, ne. In doskrat sem v družbi, ki so ljudje špricer pil, jaz pa Heineken. In jaz sem vedno gledal, da sem dal jaz za 3 runde, on za 1. Ker je bilo tako prav, ker on je pil 3-krat cenejšo, kot jaz. Pol sem enkrat eno žensko, kamorkoli sva šla na kavico, sem tako nekaj lačna, jaz bi še en toast pojela. In je tisti toastek si naročila, ker se itak več ne naješ, in je bila pol čez 2 ure spet lačna in bi si še enega naročila, ne. Veste, tak toast je kar 8 evrčkov. Ne, imajo še tiste fore, oni, ta pocen, so 4 evre, pol so pa neki posebni, so pa 8 evrov. In ona je zmerno vzela najdražjega. Pa pol so še zraven kakšen sranje prodali, rekel, vam damo še tole zraven, pa to, dejte, prosim. Vse bi vzela, kar bi ji ponudil. Ali da bi plačala? To pa nikoli. In lejte to, namesto mene toast, ki je v lokalu, ne vem, če ga doma poješ, te košta 20 centov, v lokalu pa minimalno 5 evrov. Ne, jaz ne. In tudi, da žensko dobim, moja ne, sigurno ne. Pol še en primer, sem enkrat z eno šel, da greva na malico. Prav. Podaril sem, greva na malico. In prideva midva v en lokal, ga ne bom omenil, kjer imajo ogromno ponudbo malic. Tako imate 3 dnevne malice, ki so 7,5 evrov, potem imate pa še kar 7-8 malic, ki so pa tedenske, ki so pa 8 evrov. In med tistim dnevnim malicam so bili ocvrti kalamari, se pravi za 7,5 evrov. In ko pride kelner, ona pravi, jaz bi kalamare, sem bi nažaril, ne ocvrte. In kelner pravi, lejte, v meniji malice so 7,5 evrov, lahko pa vi tudi ocvrte naročite, so pa a la carte, vam lahko jedilnik prinesem. Ona preče, prineste mi jedilnik. No pa za teh 7,5 evrov si še solato dobil, ne. No in ona pol tam po meniju naroči te kalamare na žaru, ki so bili okoli 15 evrov, pa potem je še solato posebej naročila, ki je bila 3,5 evre, pa sladico, ki je bila glihen tuk, pa pila je še neki čuden čuri-muri, ki je bil tudi drag, kasto mater. In evo, moje malce je koštala 9 evrov, se pravi 7,5 za kalamarčke, pa 1,5 evra za kavico, njena pa 25. Mislim, jaz, če me drug povab, ne bom nikoli najdražji jo. Nikoli. Pol sem imel eno, ki je vedno pila ledeno kavo, ledena kava ni pocen, je tam 4 evre plus, pa 2 deci naravenega soka, ne. Tako da to njeno je bilo okoli 10 evrov, ne. Seveda, prvič, ko sem šel z njo, sem šel prvič, so se še enkrat dobila.
isto mi naroči, ne. Sem rekel, s to nemam se s kaj dobivati, čeprav je fejst dobro kazalo, ampak sem rekel, nisem jaz Beograjska banka, da bom kar vse častil, ne. In pol ta drugič, ko so se dobila, ne, kaj tisto naročila, jaz sem tisto kavico spil, sem rekel, veš, jaz bom mogel hmal jeti, se mi mudi nekaj naprej, ne. Čim prej sem se hotel znebiti, da tisto plačam in grem. In ona čas, ko sem rekel, tako, jaz sem rekel, bom mogel počasi, to naj še imela sok in kavico, jaz sem bolj na hiter spil, ko sem hotel na hiter končati. In pa prav, Tomaž, a bo še kaj spil, naročim še kaj? Pa sem mislil, morda ima pa ženska na meni plačati, ne? Sam, kakor sem vedel njeno finančno stanje, vprašanje, če je imela ona 10 evrov v žepu ali pa na kartici, ne. Sem rekel, ne bom hvala. No in pol, ko kelner pride mem, jaz pravim, plačam, pride kelner, jaz lepo plačam, niti da bi se zaradi lepšega ponudila, ne, Tomaž, saj danes bom pa jaz. Se najbrž niti ni imela nič v žepu, pa tako naprej, ne. No in so šla in od takrat se nisva več slišala, ker take ženske jaz ne rabim, ne. Tako da je to tako. Ena prijateljica mi vedno govori, zato, ker si tako uharan, pa ko ne riskiraš tistih evrov malo več, boš ti brez ženske ostal zavedno. Ja, verjetno, da je to res. Ampak veste, kaj vam povem? Jaz takih žensk, ki sem jih zdajle par naštel, jaz jih nimam kaj z njim početi. Sem raj sam. To bi mi skozi živce jemala. Pa lejte, smo se pogovarjali, če te je neka ženska, tamle, tole, ki sem povedal, ki ni bila dobra, odsvrti kalamari ki so bili, ne vem, pol cenejš, oziroma 3-krat cenejš na konc, ki je še solato naročila, pa sladico, če to ni bilo okej. Kako je pol, kaj ona pričakuje za rojsten dan, da ji bom kupil, kam da ji bom na potovanje pelal, ne vem, kakšne drage obleke bo hotla. To ne veš, kaj je meja. Tako da, lejte, jaz take ženske ne rabim. Sem raj celo življenje sam. Tako da ni šans. Lejte, jaz tudi, če bi mu 100 milijonov evrov premoženja, bi zelo malo spremenil pri sebi, kar se zapravljanja tiče. Zelo malo bi spremenil, ne. Lejte, jaz da bi šel pol na neko večerjo, ki 2000 evrov košta. Za 2 rečemo. Jaz tu nimam niti apetita jesti. In tudi če bi mu denar, raj teh 2000 evrov dam enemu zavetišču za zaščito živali. Bi si pa rekel, jaz sem tole v 1 uri požrl in izsral za 1000 evrov. Raj nekam drgam ta denar dam, si za neko zavetišče za živali ali pa kaj tacga, ki si zasluži, tako da na misel mi ne pride. Kaj tacga, ne. Lejte, drugače pa ja, šparaven sem. In šparaven sem še posebej, ne vem, ki se gre, posebej mi gre na živce, ki se neke neumnosti kupuje. No, rečemo tudi, ne. Imaš ljudi, ki je nekje v nekem novem kraju, v ta prvo gostilno bo šla. Ne bo nič pogledala, kaj imajo, kakšne so cene. Jaz to zmeraj pogledam. Ne. Tudi ni mi jasno, da se ljudje pritožujejo, objavljajo račune v dan na rož, pa se pizdijo, kako mora biti tako drago. Mislim, jaz kapo dolani rož. In ne dela tako. To je super. Super, veste, koliko na rož v državno blagajno da.
Ker ne, večji je DDV od večerje za 1000 evrov, kakor pa od malce za 7 evrov pa pol, tako kot jaz jem. Tako da sem ful vesel, da obstajajo taki, kot Ana Roš in taki, ki hodijo denar tle zapravljati. Ni mi pa jasno, da se nekdo pritožuje in da ga je presenetil račun. In tu zdaj z Hrvaške objavljajo, da jih je presenetil račun. Ja, kako te lahko račun preseneti? Mene ne more, ker zmeraj pogledam, koliko košta. Tako da, tle je tak moj mnenje, ne? No, lejte, jaz tudi ne razumem nakup, rečemo, pol-litrskih fraž Radenske. Malo na pamet govorim. Pol-litrska Radenska sem nekaj gledal na hiter, sem gledal že 2 dni nazaj, sem malo pozabil, ne vem, na pamet govorim, ne me za besedo držati, 70 centov. Liter pa pol pa 80. Ali pa 85 največ. Se pravi, lejte, čist majhna razlika, pa dobiš 3-krat več. Ampak eni kupijo pol-litrsko, zato ker čak pol-litrska mi je bolj fancy, primem v roke, spijem v tret. No, in jaz bi zdaj tudi tako rekel, ne? Če imaš ti pol-litrsko embalažo, po mojem 3 pol-litrske flaše je več plastike, kot pol-litrska. Predvidevam, so le 3 zamaški, pa tako naprej. Predvidevam, nisem siguren. To niti ni, to je tudi za naravo slabo, za okolje. Dobar, jaz lejte sploh ne vem, kdaj sem nazadnje kupil plastenko. Moja mama si kupuje donat, zaradi magnezija, razumem, pa Radensko. In jaz izmeram rečem, te flaše mi jih na stran dajej, da ko grem jaz v hribe ali na kakšen pohod ali na potovanje, si v te prazne flaše natočem vodo. Prav sestra, pa prav, mama, prav zakaj si pa ne greš kupiti vodo, se je v Hoferju sam 15 centov. Mati, ne grem jaz vode kupiti, zato, ker bi bila predraga. Ne grem jo kupiti tudi zato, ker se mi škoda zdi, da se potem tisto plastenko stran vrže. In da nas imaš toliko dobrih ljudi, ki sicer hočejo povedati, da so dobri, ne? Pa kako jim je mar za ta svet, za ljudi vse. Ampak, če pa predela na let 100 plastenk ali pa 200 več, tu ga pa nič ne skrbi, ne? Tu ga pa nič ne skrbi. Pol nepredstavljivo je zame kupovanje stvari na bencinski črpalki. Lejte, nisem že 15 let nič kupil. Ampak vem, da pred 15 letem je bila voda na črpalki. Mislim, lejte, ne bom nič rekel, prosto na to me še kdo tožil, da napačne informacije okoli dajam, ne? Tako da, a ve kdo, koliko je liter pa pol vode na črpalki, navadne. V Hoferju nazadnje, ko sem kupil, je bilo 15 centov. Res, da je že en cajta nisem, ampak ko sem jo nazadnje, je bila 15 centov. Koliko je na petrolu? Dajte napisati v komentar. To so cene tukaj večje, ma mi na misel ne pride, da bi na petrolu kupil vodo si. Sem raj žejen. Ampak nisem nikoli žejen, tudi oderuške cene se mi zdijo. Nisem nikoli žejen, zato ker zmeraj poskrbim, da imam vodo s seboj. Nikoli mi ni treba na črpalki kupiti. Tako da, to je tudi ena taka stvar. Da smo ženska, da bom na vsaki črpalki ustavljal, da si bo ona enkrat kupila vodo, enkrat čips, enkrat eno čokoladko, eno tret. Bežite. Ja, pa jaz plačal, ne. Ni šans. Ni šans. Lejte, potem tudi, jaz že 20 let nisem kupil sladoleda v slaščičarni ali lokalu. Zato, ker se mi zdi pa tista kepca sladoleda
tako pretirano draga, da sem se pred 20 letom odločil, pa še pol ti čist majhno kepco ti da, da sem se osla počutil, da bom jaz kupoval tam. Jaz grem kupiti v Lidl, to je edina stvar, ki v Lidl hodim kupiti, en sladoled limon in je tako dober, da tega čem. Liter tega sladoleda je bil do pred kratkem še €1,99, zdaj so pa podražili na 2,70. Iz tistega sladoleda ven dobiš garantirano. Mislim, mnogo več kot 10 kepc sladoleda. Mnogo več. 15, sigurno. In bom jaz zdaj pa za kepco nekje dal pa 2,5 €. In lejte, jaz sem tudi pijačo eno proizvajal, stvari sem mu je tolo kupoval in lejte, za sladoled se tudi veliko stvari v etolu kupuje. Vidim pri Albancih, ki imajo kje, tu sem videl, ne bom kraj omenil, obmorski kraj, ki mu take okrogle škatle so, ki so barvila noter. 500 gramov barvila se mi zdi, da je noter, ali pa celo kila, ne bom trdil, tu sem jaz imel za svoje pijače. Tako da, lejte, to, jaz mislim, skoraj bi se upal trditi, da je pri večinoma slaščičarn proizvodna cena kepcev okoli 5 centov. To je moje mnenje. Prek 10 pa vem, da ne gre. Predvidevam, bom rekel. Pa sej si izračunajte, no, sej sem rekel, če bi zunga litrskega dubu samo 10 kep sladoleda, pa ga več je to 27 centov. Kako boš ti v Hoferju? Oni ga pa sami naredijo. No, pa imaš pa še tiste sladolede, ne? Da smo tudi v Šparu ali pa tam, ki je pod blagovno znamko, S-budžet pa uno. Tam pa dobiš 2 litra za dobra 2 €, tako da mene ne bo noben nafukal, ne? Pa bo kdo rekel, da je ti sladoled tam, ne vem, ti S-budžet slab, ne. Ponavadi posod druge je slabši, kaj ti slabši. Glejte, gledam tudi, da sem več let pijačo delal, malo poznam te zadeve, ne, tako da tu, kar pravim, nekaj vem v tem, tako bom rekel, ne. Pa veste, ko mi gre na živce, tudi že take ženske sem imel. Greš na večerjo z njo, pizda, naroči, najdražji, naroči cel kup stvari, če najdražje naroči, sej enkrat ne ji pa bo. Pa pol naroča kar tu, pa un, pa tret. Ali ene stvari tudi probane? Tudi proba jih ne. Tako da, je to tako, ne vem. Lejte tudi, rečemo, ne vem, čudim se, da tudi ljudje drage avte kupujejo na kredit, na leasing. Jaz, če ne bi imel denarja, bi lepo kupil Cliota za 500 €. In ki bi ga pa mu, bi pa boljšega kupil. Tako pa plačuješ kredit, obresti, plačuješ, rečemo, če leasing, plačuješ dražje zavarovanje, zato ker avto ni nate pisan, pa lejte, so neki stroški odobritve, pa pa tret, veste, banke tudi ne delajo zastoj, ne. Prav kdo se mi splača vzeti kredit. A pizda ni malo čudno, da se tam splača kredit vzeti in banki se splača kredit dati? Ne vem. Ne vem, čeprav, jaz sem povedal, v naši firmi smo vzeli kredit za nakup apartmajev, takrat se ga je pa res plačalo vzeti, ker je bila inflacija 10%, obrestna mera je bila pa fiksna 1,8%, tako da tle se je pa res splačalo, ne. Veste, kaj sem pa še ugotovil? Nisem samo jaz tak.
Dejstvo je, da so ženske bolj zapravljive kot moški. Ne ženske skočiti, ker nimam nič proti vam. Vem, da boste skočile. Ampak glejte, vam lahko povem eno dejstvo, ki bo to mojo tezo potrdilo. Glejte, če boste vi na Facebooku nekaj oglaševali, če boste, ne vem, imeli 2 oglasa, na enemu boste targetirali moške, samo moške, na enemu samo ženske, boste videli, da za 1000 prikazov za ženske plačate veliko več kot za moške. Zakaj je tako? Zato, ker večinoma vsi trgovci bolj targetirajo ženske, ker vejo, da ženske več zapravijo in da hitreje kupijo nekatere stvari. No in sem ugotovil, nisem samo jaz tak, ne. Nisem samo jaz tak. Enkrat sem bil v enem lokalu, prideta 2 noter, mož, žena, verjetno ali pa par, pa ženska razlaga, sorry, ker si mogel staviti, sem si toliko sladoleda zaželela, toliko mi paše, ne. In ona 2 kepce sladoleda in deca sprašuje, boš ti tu sladoled, daj en sladoled, daj no, daj. Ne bom, mi ne paše, nikakor mi ne paše. In je pol plačal ti sladoled, ker ni bil glih pocen, za njo je plačal, ne. Sama si ga plača, če ga sama si tako si zaželela. Jaz sem prepričan, da ta moški bi ti sladoled vzel, pa ga ni zato, ker sem mu izdelal 5 evrov predrago za 2 kepce sladoleda. Pol, nekje sem enkrat bil z eno skupino, smo šli nekam jesti v eno restauracijo. In drago, kaj stu mater. Možu, se pravim, par je tam bil, se je kar živčen je rato, ko tiste cene videl. Je še rekel, kaj pa tle drago. Pa kaj boš jambral, drago, se nekaj si pa morava prvoščati. Ženska znorela. In človek utihnil, je bila tudi ženska taka bolj dominantna. In on je čist nekaj malega naročil, najbrž kar je bilo najcenejš, saj sem tudi jaz, ker sem tam silom prilike pristal, ne vam bom po pravici povedal. Jaz sploh nisem nič naročil, ker se mi tako drago zdelo, da je bilo to za znort. To je bilo na Hrvaškem. Pleskavica je bila lansko let. 25 evrov. 25 evrov. Nekdo iz moje družbe je naročil, to je bila takale pleskavica. Dodatno si mogel pomfri nabaviti, ki je bil 7 evrov, sprav pleskavica, pukurca vredna, pa pomfri 32 evrov. Pol so pa že za kruh rekli, jim je pa še kruh računal. To pa ne vem točno koliko. Lejte, budala pa nisem jaz, da mi boste za eno pukurca vredno pleskavico računali s prilogo 32 evrov, ne. Raj ne jem, en teden ne jem, en teden ne. No in tam se je jasno videl, kako je bil on moški slabe vole, ki je mogel te drage restauracije jesti. Jaz sem samo nekaj spil. Deci najcenejšega vina sem spil, ki je bil 4,80 €. Še tle so me nategnili. Ampak nisem bil sam, če bi bil pa sam, bi jaz postal, pa bi šel, bi rekel, jebite se vi, odkjer ste prišli. Mislim, jebite. Ne, jebite se. Saj vi imate, jaz zagovarjam, da vsak lahko ceno postavi, kakršno hoče. On lahko za tisto pleskavico slabo reče 1000 evrov. Na meni je pa, da rečem ja ali ne. In očitno so cene še preniske, ker lokali so polni. Verjemite, če bi bili vsi kot Tomaž Gorec, bi bile cene v lokalih pol nižje. Čeprav, lejte, nočem zdaj nič čez gostince govoriti, ne. Gostinci imajo tudi hude izzive, zelo hude izzive. Ne dobijo delovne sile. Ogromni davki.
vse se je podražilo, tako da tudi gostincem ni drago. In žal ne mora biti pocen. Pa še nobenega za delati ne dobijo, ne? Se rečejo, delam ka budala, pa da zdaj še pocen delal. Ne bom, nisem naumen. In ja, tlem dam čist prav. Na Hrvaškem so pa malo preterali, ne? So pa malo preterali. Manj bilo narodno tisto pleskavico slabo za malo pomfri krompirčka prodati za 32 evrov. Veliko moških mi je že reklo, kako jim gre na živce, ko ženske tukaj zapravljajo. In jih ne morejo ustaviti. Je rekel, samo lahko se skregava pa ločva, ali pa da pustim. Prav, pa gre v trgovino, pa kupuje vse najdražje jogurte, vse najdražje, kup, še, posa pa še 1/3 stran vrže, ker rok poteče. En mi je glih razlagal, rekel, ona celo, ki je en dan pred rokom, že stran vrže, že ni dober več. Kup pa k Boga, pa se enkrat se ti lahko naredi, da nekaj ustane, pač slučajno tako pride. Ampak je rekel, to je prst non-stop, ne? No, vam bom pa še povedal, zakaj ne šparam. Definitivno ne šparam za potovanja. Ne vem, v zadnjih 5 letih, kar potujem, se ne spomnim, da bi kje karkoli šparal. Je pa res, da hodim na pocen destinacije, ne? Ne hodim na une drage destinacije. Če bi pa hodil na te drage restauracije, bi pa seveda šparal, ne? Lejte, imam namen je enkrat v Skandinavijo, bom šel z avtom čez Dansko na Švedsko, pa pol Norveško gor do Nordkapa, pa v Finsko, pa do Helsinku, pa iz Helsinku iz trajektom do Talina, pol pa čez Estonijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Slovaško domov. Ja, tam bom pa šparal. No, v Norveškem mi na mizo ne pride, da bi šel enkrat ven jest. Da bom dal, ne vem, 50 evrov. Da se bom slabunajil. Moj prijatelj Silva mi ne bo zameril tu, če povem. On je šel to pot. On je rekel, sem vzel žakelj čokolina pa 50 litrov mleka. Pa sem tuju, mislim, vzel je še neke druge zadeve, ampak on ni tam nič zapravil. Nisem ga sicer vprašal, kako je tu, ker Norveška ni Evropska unija, pa ne smeš kar Boga in pu seboj prines, ne? Tako da, ne, take stvari, tako da na takih stvarih bom seveda šparal. Lejte, imam eno znanko, ki mi tudi pametuje. Jaz raj manjkrat grem, pa takrat na polno zapravljam, rečemo na potovanje. Ja, ampak ona gre enkrat na let na potovanje. A ni boljše mačkam bolj skromno, pa večkrat. Jaz ne vem, kaj ljudje vidijo v tem zapravljanju. Lejte, intervju, ki sem imel s Francem Jagrom, on je tudi rekel, da ne vidi čisto bene ga veselje v tem zapravljanju, da on si tudi vedno zračunal, zdaj, če jaz tudi tukaj zapravim za tole neumnost, bom mogel tukaj in tukaj cajta delati. In jaz sem tudi tako deloval. Meni je moj oče že od 5. razreda naprej plačeval, kar sem delal doma. Prva moja plača je bila 50 dinarjev na uro, kepca sladoleda je bila 10 dinarjev, žeton za ročni fuzbal je bilo 10 dinarjev in sem šel kdaj dol tle na postaji je mu en slaščičarno, pa fuzbal, pa sem si 2 kepce sladoleda prvoščil, pa še 3 žetone za fuzbal, pa je bilo 50 dinarjev in sem rekel, zdaj mogo pa 1 uro delati, da bom teh 50 dinarjev nazaj zaslužil. Ampak veste, v otroku je težko 1 uro delati. Meni zdaj, ko 1 uro delati, mislim, jaz moram na uro gledam, da je čim manj ura, čim manj, ne čim več.
kot otroku mi je bilo pa težko, tam neka dolgočasna dela delati, šlaufom polivati, kvadre, nič težkega, ampak, ejte, 1 uro stati pa takole zalivati, zaznort. Tako da, jaz sem verjeten zaradi tega šparavan, ker mi je oče začel hmal plačevati in sem vedel, kako je denar zaslužiti. Pa potem, ko smo glih pri potovanjih, naj povem eno zgodbo z Maroka, 5 nas je šlo. In se ustavimo tam nekje v hribih, da bomo čaj spili. To je en pred eno blatno hišo, je stole ven dal, ne? In mi pridemo, imeli smo enega, mu je čisto vse en kuk je cena, ne? Čeprav on je mu takrat svojega premoženja minus 30,000 evrov, ker ni mu čisto nič, še avto je mu na kredit, pa še kredit je mu za tekoče življenje, pa vse. On naroči, jaz pa rečem, kuk pa je čaj? Pa to veste, to je že nazaj kar neki cajta. 2,5 €. Mislim, v Maroku bi bila normalna cena za met in čaj, ker je met od temu trgov, takrat 10 centov. Mislim, to je bil takrat druge smo čaj za 10. On je hotel pa 2,5 €. Tu se pa ne pustim tako nategn. Sem rekel, jaz ga ne bom. Posta bila še 2, fant pa punca, sta rekla, mi 2 tudi ne bova. No, posta pa še 2 rekla, da tudi 2 ne bota, ampak fejst ne je voljno. In ki je bil nevoljen, je vozil, pa začel neki kar bolano tolčiti. Pa prav njegova punca, prav kaj je? Ma ne gre v kurac vse skup, tudi enega čaja ne morem spet, pa mene pogleda pa prav. A ti toliko pomeni tista 2,5 €, saj bi ti jih jaz plačal. Sem rekel, jaz veliko lažje plačam tele 2,5 €, kot ti. Sem rekel, nisem budala, ne pustim se nategniti. In tu, ti, ki bi dal 2,5 €, taki delate potem vsem popotnikom slabo, ker je videl, mi smo pripravljeni 2,5 € plačati, naslednji, ki bo prišli, bo kar 3 rekel, pa 4, pa 5, pa tako naprej. Ne, jaz se tu ne pustim. In zato nekaj imam, on ima pa samo pufe, pa čisto nič drugega. Nisem še dolg cajt videl, ampak sem pripravljen, da sem prepričan, da nima nič, ker je to tak človek, on tudi, če bi 10,000 € na mesec zaslužil, bi jih 15 zapravil. Če bi jih pa 100 zaslužil, 100,000 € na mesec, bi jih pa 150 zapravil. Tak človek je, uživa v zapravljanju, to mu je, njemu je zapravljanje večji užitek, kot meni potovanje, pa veste, koliko so meni potovanje všeč. Pol nikoli tudi ne šparam za foto in video opremo. Je pa res, da orenk preštudiram, kaj je za kupiti, ne. Tamle imam dron, ki mi ga je en posodil, Mavic 3 Pro. Dolg cajt gruntov sem, da bi ga kupil, ampak sem rekel, dej, da prej ga kupim, da vidim, če jaz to res rabim. In sem prijatno rekel, bi mi ga ti posodil za v Bosno. Mimogrede, poglejte, kakšni dobri video posnetke sem naredil in so na mojem YouTube kanalu. Rekel bom in mi ga je posodil. In ja, zdaj, ko sem to sem rekel, ja, to rabim, to je to. Ne, in ga bom kupil. Ne kupim pa brez veze. Menega znanca, prav sem kupil full hud fotoaparat za 3 ure. Rekel, koš pa ti to rabo? Ja, je full hud, veš, full dobre slike dela. Rekel, je lahko fotoaparat full hud, ampak ti boš s tem fotoaparatom delal, ker ne znaš, ker on nima pojma o fotografiji. Ti boš veliko boljše slike delal s svojim pametnim telefonom, kot s fotoaparatom, zato ker ne znaš. Res? Rekel, ne. Mi je en kolega rekel, da je full hud. Rekel, sem ta fotoaparat, zato ker je full hud. No, ki je slišal, da je full hud. Ampak tudi on, vam garantiram, da ni naredil 50 slik na mesec. Na let. Mogoče ima on ta fotoaparat še zmeraj doma, pa ga že 5 let ne uporablja. In jaz nikoli ne kupim stvari tako. Nikoli. Ne šparam tudi, kar se tiče zdravja.
za zobarja mi ni nikoli težko dati. Ko sem bil mlad, nisem nikoli šparal, ko smo ven hodili, ker sem tu jemal kot investicija v ženske. Sem rekel, če to ne bom dal, pol tudi žensk ne bom dobil in tle. Nisem šparal čist nič. In jaz sem maksimalno en večer zapravil, tam okoli leta 98, $30,000 v Eldoradu, diskoteka Eldorado v Ljubljani. To je bila takrat, bom rekel, taka majčkeno manj kot povprečna plača. Takrat samo ni bil problem. Ampak veste, mi je pa diskoteka propala, ostali so mi sam pufi, delal sem kot budala, imel sem neko tiskarsko mašino, sem delal kot budala, od jutra do večera, od zgodnega jutra do 10 zvečer, bil sem ves barvan kot Maurica, sem mogel za tistih $30,000 delati. Prav spomnim se, kaj sem delal, ko sem dal še malo prenizko ceno, pa še zajebavalo me, tukaj je bila ena specifična zadeva in se je tisti papir na valjčke vrtil, pa sem tisti ven dajal delati, glavo sem noter in čist po glav sem bil ves pisan, Mauričan. In sem si rekel, če še kdaj pridem do denarja, nikoli več ga ne bom tako trapasto zapravljal, ker nikoli ne veš, daj brez ostaneš. Takrat sem od denarja tukaj do tistih $30,000, tu ni bilo nič. Ampak glejte, čez 2 let sem bil pa čist brez. Musem še 65,000 mark kredita, prihodkov pa nobenih. Tudi na kafe nisem šel v lokal. Tukaj sem bil brez denarja. In sem rekel, nikoli več ne bom jaz razsipal z denarjem. Nikoli več. No, kar se pa tiče tega, če grem s komu na pijačo, ne, pa zmeraj gledam, da raj jaz plačam in da jaz večkrat plačam, kakor drug plača, zato ker nočem biti nobenemu dolžan. In nikoli jaz ne izkoriščam, da bi pa zdaj, ker eni so taki, ne, ko ve, da bo drug plačal, pa naroči rum za 10 €, ne, ki ga ni še nikoli pil, ali pa ne vem, neki hud viski, pa Red Bull, ki je 15 €, če gre pa sam v lokal, pa tisto čista kratko kavico pije, da je čist cenejš, ne. Seveda ja, če grem z enemu na pijačo, da se zmenva, pa jaz si kavo naročim, ki je €1,50, pa Red Bull, pa en hud viski, ki košta 15 €, ja, tam sigurno ne bom plačal. Ni šans, da plačam. Ni šans. Ampak veste, da taki pričakujete. Jo. Vam bom še eno zgodbo povedal. Enkrat grem mimo enega lokala in tam sedijo 3 in daj prised. Jaz prisedem, kavico naročim, vse je bilo z Red Bullom, en viski, ena baba še je bila, neko posebno vodko hotla. To nimamo. Jo, pa kako nimate? Pol pa to, tudi te nimamo. Jo, pa kako to nimate? Ena kmetavzarka se preseravala. Jaz sem tisto plačal. Sem takoj plačal rundo, ko budala. In pol bomo še spili, bomo. Ja, bomo, ne, pa sem še zmeraj kavico pil. Pa še eno, pa so kar naročvali. Jaz sem rekel, ne, lejte, dosvam, ne morem piti, kao spiti, morda sem 3 spil. Ja, in pol mi je bilo jasno, da bojo rundo plačali. Pa to je bila runda. Mislim, to so bile 3 runde, tistih 3x po 3 pijače, sprav 15 pijač, Red Bull plus nekaj, to je bilo 100 €. In pol, da gremo. Moram povedati po pravici, da nisem v jajc, da bi rekel, nič, jaz grem, lepo se mejte.
Sem čakal, da bomo vsi ostali, ker jaz sem dal že za tisto rundo 25 evrov, pil sem pa kavo za 2 evra. To stalo, ker so bile zraven tudi 2 moje kave za 2 evra, ne bom jaz plačal, je to na vrst, da nekdo drug plača. In nisem v jajcu stati, sem sedel pa čakal, da bo. No, pa so se pa unili, spravi, ja, bomo šli počas, bomo, ok, ne, in pol, jaz tam ena ostane, jaz tudi ostanem, ne, pa en tam, ne, ki je bil v tistem lokalu večkrat, ki jaz, edini fant je bil, a smo tu že plačali, pa svoj punco vprašati, a smo plačali tu, je kaj jo bo sprašal, če smo plačali, si dober veš, da nismo plačali, ne. In ona nismo, a imaš ti kaj denarja, jaz imam samo kartico, pa ne vem, če kartico jemljajo gotovine, nimam, tret, pa se je pol izkazalo, da je tudi kartico pozabil in pa so tisti denar zbirali, jaz pa hladno, ko špricer, to je bilo 100 evrov, jaz pa hladno, ko špricer, jaz sem prej dal, jaz sem vas napajal, 10-krat več, ko vi mene plačete, ne. Tako da ne, v takih primerih pa ne plačam, ne. Takih pa ne. Poznam tudi veliko ljudi, ki so propali zaradi tega zapravljanja. Propali. In verjetno so si velikrat rekli, Madonna, zdaj moram tle delati, ne vem, za 7 evrov na uro, tam sem pa na večer zapravil jurja 2. Ki bi mu zdaj tiste 2 jurja, samo od enega večera. Poznam enega, se v Ljubljani preseraval z Don Perignoni, pol je pa propal. Don Perignon je bil takrat plača v Ljubljani, v enem malo bolj elitnem lokalu. Pa so ga samo pil, so ga polili. Pa ljudje, pa kaj mislim. Jaz tu ne zastopam in tudi nobenega užitka ne vidim v tem. Mečkaj sem se razgovoril, lejte, sledilka me je vprašala, jaz sem pošteno odgovoril, tako da povejte vi, kaj mislite, bom zelo hvaležen, napišite v komentar, všečkajte, pa tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Mejte se, hvala, adijo.